Lep pozdrav, spoštovane dame in cenjeni gospodje. Nova epizoda Sportklubovega speciala je pred nami. Malce se sprehajamo od košarke do nogometa, potem na kratko smo bili tudi pri rokometu, zdaj smo znova pri košarki in pogovarjamo se na drugi strani linije, namreč naš reprezentant in trenutno član Cedevite Olimpije, na zadnji evropski prvak iz 2017, ima še kar nekaj lovorik, v bistvu v svoji karieri, ne tako malo, če preštejemo vse pokalne in državne naslove, to je Edo Murić. Edo, živo. Živijo. Evo, Edo, pred treningom sem te zdaj vstavil v bistvu, ne? Čez 1 uro si ti že v pogonu, zdaj se počasi znova trenira. Ne bi zdaj rad prav posebej dolgo, oziroma preveč časa, da zaprava na tem korona obdobju, ki je bilo definitivno specifično, ampak vseeno v 2-3 stavkih, kako si ga sam preživel. Ja, v bistvu se je začelo vse tako hitro pri nas. No. Jaz se spomnim, takrat sem igral še tekmo proti Heliosu. Vse je bilo, mislim, sicer je bilo brez gledalcev, ampak si niti pod razno nisem predstavljal, da bo taki ukrepi, kot so bili. No. Tako da nekako je to prišlo hnem čez noč. Jaz se spomnim, naslednji dan po Heliosu bi mogel imeti trening zjutraj in so takrat rekli, da pač odpade, ker je bil eno okužen ali iz Krima ali iz ne vem koga in sem jaz mislil prav, mogoče tukaj zdaj dopoldne odpade, popoldne bomo trenirali normalno in od takrat sploh ni bilo treninga 2 meseca. No. Tako da res je to kar naenkrat kot strela z jasnega prišlo, ampak kaj čemo, zdaj smo nazaj. Ja, v bistvu to zdaj zelo pomembno bilo za športnike. Ne glede na to, ali se bo zdaj recimo ABA liga, kjer še vi imate eno tekmo za odigrati, nadaljevala, tudi vse ostale lige v tem zdaj obdobju do poletja. Potrebno je ostati v neki fizični pripravljenosti, tonus mišic se zmanjšuje. Bi bil kar velik problem, če bi se, ne vem, avgusta šele recimo prvi izbrali. Pa jaz, če ti po pravici povem, jaz nikoli v življenju nisem bil 2 meseca prej, kot sem bil zdaj. No. Tako da jaz sem imel skozi sezono, ko sem bil mlajši, sem imel mlajše kategorije reprezentanc, potem sem takoj prišel že med člane, tako da enostavno več kot 3 tedne se ne spomnim, da je bil res frej. Tako da to je bila zdaj ena taka situacija, ko sem pač imel frej, sicer sem treniral tudi vmes, ampak ti ne moš treninge z parketa nikakor prenesti noter, niti s tekom, niti z fitnessom, ker enostavno je preveč in sprememb smeri in skokov in vsega, tako da je to res nemogoče. No. Tako da evo, zdaj treniramo že 1 teden pa pol in se kar pozna. No. Mišice so malo utrujene, ampak to tako mora biti. Gremo čez to in pa se bomo pripravljali vsaj še kakšen mesec ali pa več. No. Tako da bomo verjetno mi trije in pa tukaj še neki mladinci bomo delali na naši individualni igri in bomo izkoristili ta čas, da probamo sami postati boljši igralci, no, glede na to, da tekmovanj ni. No. Na kakšen način v bistvu zdaj najbolj skušaš pripraviti sebe na naslednjo sezono oziroma na morebitno nadaljevanje? A zdaj se posvečaš mogoče tistim svojim pomanjkljivostim, malce bolj časa posvetiš tem zadevam? Slišali smo zgodbe igralcev, ki so imeli recimo slabšo levo roko in so se potem odločili, da bodo 1 mesec samo z levo roko trenirali pa tako naprej. No. Ja, to verjetno malo mlajši košarkarji, kot jaz tale delajo. No. Jaz sem že, bom rekel, Arfimera, mislim tale, jaz sem že tak, sem, no. Lahko sicer tukaj še nekaj popravaš, no, ampak več ali manj je pri nas starejših igralcih samo samozavest. Tako da za zdaj imam še 1 leto garantiran pogodbo tukaj v Olimpiji, tako da imamo super trenerski štab in pa trenerja, ki je dal že vse čez, kar se tiče košarke, igranja, tako da oni zdaj so naredili en super program za nas, sicer je zelo težek, ampak ne je. Delamo res zelo na hard in mislim, da se bo to poznalo drug let. No. Tako da on ve točno, kje nas bo vse 3, recimo, tako rečem, drug let največ koristil, tako da smo razdeljeni, nismo skupaj, vsak dela nekako vaje in pa mete in pa pozicije, iz katerih bo drug let največkrat v tej situaciji in mislim, da bo to sigurno v veliko pomoč že za drugo sezono. No. Tako da zelo interesantni treningi in pa jih z veseljem opravljamo, ker vemo res, da nam bo to prav prišlo in da je to vse neka podlaga za drug let. Ti si Ljubljančan, pa si v bistvu v Olimpijo prišel v dosti zrelih košarkarskih letih. Ne? Tvoja pot je v bistvu zanesla iz Parklja v Škofji Loke potem do Krke. Bilo je pa to krasno obdobje Krke, vi ste v bistvu serijski državni prvaki takrat. Ja, res je. Takrat se spomnim, da takrat, ko sem jaz
podpisal, tako rečem, za Krko, so se res eni super časi začeli in sem res vesel, da sem bil član Krke takrat, ki je res in ekipa in trener takrat in pa publika, je bilo vse na takem enem zelo veliki ravni in sem res imel veliko trenutkov, ki jih nikoli ne bom pozabil in pa tudi prijateljsko koncev, no, glede na to, da se najtržnejše vezi delajo takrat, ko se osvaja. No. Sem imel to priložnost, da sem delal z veliko odličnimi fanti, tudi s trenerjem Giletom, ki mi je res več ali manj dal vse o košarki in tega tudi sigurno ne bom pozabil. No. Ni bo tudi kratko, bil sem 4,5 leta član Krke in sem imel res en izjemen čas tam. No. Zdaj, poleg tega, da ste v bistvu vsako sezono osvojili naslov državnega prvaka, mislim, da je ena posebna zvezdica v zgodovini Krke, tisti naslov Euro Challenge sezone 2010-2011. To bila tvoja prva sezona takrat, Novo mesto ali druga že? Prva? Mislim, da je bila to prva takoj, no. Ker prvo, ko sem prišel, pol leta nisem smel igrati, ker takrat moji bivši klub Arkli niso dali spisance, ne, tako da sem pol leta bil na strani. In pol tako naslednje let je bilo pa res, smo bili na Final Fouru in osvojili smo Euro Challenge in ne vem, ali smo bili super pokalni prvaki, pokalni, nekje še bilo. No. V glavnem, vzeli smo kar neki lovorik in takrat res ena izmed najboljših sezon, kar se tiče ekipe in vsega, no, res, ker smo se res postali taka klapa. Velikih igralcev je tudi ostalo po tem letu, tako da smo eno ogrodje smo imeli ekipe, neke nove smo pripeljali in smo to držali 4 leta in sem zelo vesel, no, da je bilo tako. Zdaj, Krka ima v bistvu dve zelo dobri ekipi, če pogledamo po seznamu, zgodovinsko gledano v zadnjih, recimo 15 letih. Ena je tista s Modišem, pa potem, ko so prvič osvojili naslov prvaka, pa potem tudi Jaka Lakovič, Bene Davis in vsi ti, ki so bili v teh evropskih tekmovanjih. In pa mislim, da vaša ekipa, ne? Ker ta ekipa poimensko, Goran Nikonić, ki je bil potem izbran tudi za MVP-a, mislim, da tistega Euro Challenge-a, pa playmaker Đorđević, pa Smiljan Pavić na centru, Dragiša Drobnjak, Jure Balažić, se pravi tudi potem reprezentant, Zoki Dragić je kot mlad igralec v tej ekipi, ne, Kristo Buker, zelo korekten tuj košarkar, ne, priključena sta bila še Rojc, pa domačin recimo Krivec in pa Džikić kot trener. Se pravi, en zelo dolg seznam igralcev ali pa širok seznam igralcev, možnosti tudi zamenjavo je imel takrat Džikić v Krki. Ja, res, no. Zdaj, malo bi bilo nehvaležno primerjati te dve ekipe, no, zato ker nisem spremljal tiste ekipe s Modišom, sem sicer gledal posnetke in pa slišal veliko lepega, no, to je bila tudi evroligaška ekipa, tako da je res težko primerjati, no, lahko rečem sam, da v prvi ekipi so bila sigurno imena, ki so tudi zdaj ostala legendarna, kar se tiče in slovenskih ekip in vse košarke v Sloveniji, tako da kar se tiče naše ekipe, lahko sam rečem, da mogoče takrat nisem imel taka zveneča imena, da bi kdo rekel, Ikonić ali pa ne vem, takrat, ko je bil še mlad, ne vem sicer, koliko so pričakovali od njega, ampak Zoran Dragić, ki je na koncu naredil izjemno kariero in ali pa Smiljan Pavić ali pa Kris Buker, to so bili vsi igralci, ki če bi bili takrat vrhunski, ne vem kakšni, sigurno ne bi bili v Krki, ne? Ampak enostavno so bili, smo se povezali in smo naredili eno tako ekipo, ki je igrala takrat veliko boljš od ene evroligaške Olimpije ali pa od dobivala, ne vem, zvezdo v gosteh za 20 razlike, budućnost v Morači, ki je nemogoče dobiti, smo jih dobili, tako da enostavno smo se povezali in smo rastali iz zmage v zmago. Novo mesto je tako mesto, ki je dosti mehno, no, tako da igralci nimajo veliko za delati in so večino časa smo preživeli skupaj, tudi izven terena in pa ne, po treningih, po tekmah. Enostavno nisi imel kam in si bil prisiljen biti skupaj in pol si videl, da je to da v bistvu je dober, no, da je super klapa in enkrat, ko si to ustvaril, enostavno smo bili res tako povezani, da smo bili skoraj da nepremagljivi. No. Ko se spomniš tistega Final Foura, igrala se je v Belgiji. Ja, v Stendeju, ja. Skočili ste domačina praktično na polfinalni tekmi, ne?
Ja, res je. No. Mi smo pa šli tam čez Lukoil. Jaz se spomnim takrat, da smo igrali na 2 zmage. Prva tekma je bila v Novem mestu in izgubimo. In takrat so tako vsi, zdaj bomo šli tja, tam bomo, razumeš, spet izgubili, ne vem kva, konc, ne bomo prišli na Final Four, vsi žalostni. Še ko smo pa šli tja, nas niso dali v to veliko dvorano, ampak so se naredili kao, da je zasedena in smo bili v eni mehni dvorani šolski, kjer je bilo, ne vem, za jurja gledalcev, a v dvorani je bilo 2 jurja, se pravi, to so ena drugmu so bili. Tribune se spomnim, da so bili samo na eni strani in ko smo mi prišli noter, smo rekli, kaj je to zdaj, mislim, kakšna je to dvorana, ampak enostavno so takrat pustili igrati v dvorani in na koncu smo tam zmagali, pa šli do 1-1 in pol valjda doma, se je res napolnila dvorana, zmagali smo to tekmo in potem smo pa šli tja, kot se rekel, v Ostende, kjer smo dobili takoj domačina. No. Tako da takrat je bilo to sicer ne toliko slabo, glede na to, da so drugo polfinale bilo Kuban pa Sankt Petersburg, tako da odlične ekipe. Edino, kaj je bila težava, je, da smo igrali tam pri njih, ne, in da je bila dvorana polna in tudi na takih turnirjih mislim, da imajo domačini tudi malo, bom rekel, prednosti, no, ampak to zdaj tako rečem, no, glede na to, da je Final Four, vsi, mislim, v interesu vseh je, da je finale, se pravi, nabito polno, ne, in zdaj, če en outsider takoj zmaga domačina, kaj, finale se bo igrali, razumeš, dvorana bo prazna in enostavno takrat smo tako igrali, da noben nič ni mogel, res, se pravi, mi smo njih zmagali, gledali smo polno drugo tekmo, Sankt Petersburg, takrat je igral še Zupan tam, Zdovc je vodil proti Kubanu, igrali so eni odlični igralci, to so bili igralci, ki so prišli iz Real Madrida, iz ne vem kje, tako mi smo jih sami gledali. No, mi gledamo obstani in se čudimo, proti komu bomo mi tudi igrali, kaj je to, vsi so 20 veliki, to so oni Rusi, to so gromozanski, no, in enostavno pa smo videli, da igramo proti Kubanu. Takrat sem jaz poznal tam tega Jeretina, ki je igral, in smo se pogovarjali tako, in oni so imeli neverjetne bonuse, to je bilo, ne vem, po 50 € bonusu, a mi na drugi strani noben nič kao, mi igramo, pač igramo in to je to. In na koncu, kad smo jih zmagali, to noben ni mogel verjeti, res, ampak enostavno greš v tekmo, da se pokažeš v čim boljši luči, odigraš to četrtino, vidiš blizu. Druga četrtina, vidiš, to je že egal še vedno in pol, enkrat dobiš krila in kad vidiš, da pač niso nepremagljivi, se zbereš in takrat res kad smo osvojili, je bilo sploh, ne vem, to je bilo in pred Final Fourom ABA lige in pred prvenstvom, ki smo osvojili, se pa prva lovorika sploh v tisti sezoni in taka, da osvojiš Euro Challenge. Mislim, da smo bili celo prva ekipa v Sloveniji, v košarki, ki je osvojila, mislim, ta evropski neki naslov, razen Olimpije. In takrat je bilo res, haos je bil v Novem mestu in slavili smo 2-3 dni in je bilo res nepozabno. No. Še zdaj mislim, da je bilo okoli meseca nazaj, je bila ta obletnica in sem si pogledal malo tekme in sprejem in vse in res sem dobil kurjo polt in mislim, da bo to celo življenje bilo nekje v mojem srcu, ker enostavno kot en mlad igralec v prvi zono, ki igra profesionalno, tako rečem, da doživiš to vse, ti sigurno ostane nekje od tebe. Kako v bistvu, če nam skušaš malo približati, kako je Gile odpeljal tisti Final Four, kako vas je pripravljal na to, da se pač enostavno nikogar ne bojite, ste prepustili vlogo že v polfinalu domačinu, pa potem v finalu, bom rekel, bogatejši finančno ruski ekipi, kako je on to v tem mestnem času, ko pač ni treninga, z vami deloval tudi na psihološki ravni? Pa, kako bom rekel, jaz se spomnim, Gile je zelo pameten trener in on v ekipo skozi vzema igralce, kjer so dobri in s katerimi je tudi on dober, ne, se pravi, da ni naloga zdaj sam na njemu, recimo, da prije do igralcev, da, mislim, za trenerja je zelo težko 12 igralcem, ne vem, zadostiti, pogovarjati se z 12 igralci in delati svoj posel, skrbeti za pomočnike, za vse. Tako da on je imel takrat v ekipi, mislim, da takrat so bil Đorđević, potem je bil Pavić, je bil en izmed teh, Bukar, se pa to so bili vsi fantje, Drole tudi, Drobnjak, in to so bili vsi fantje, ki so takrat že zelo zreli in oni so znali tudi in take tekme odigrati in take turnirje in nekako motivirati. Nekako dati
tem mlajšim nekako to potrebno samozavest, da take tekme odigrajo in mi smo enostavno res bili kot ena familija, ni bilo nobene niti nervoze, niti pritiskov, nič. Enostavno smo rekli, da bomo pač odigrali, kakor igramo celo sezono, da pač ne bo noben se poskušal tukaj pokazati zdaj ali pa izstopati, da enostavno odigramo to, kar nas je pripeljalo na Final Four, in to smo naredili in na koncu tudi po zaslugi tega osvojili. No, tako da sigurno ima Gilek le mogoče največ zasluge, ampak tudi ostali igralci, ki so bili takrat vodje, so naredili izjemen posel in eni brez drugih sigurno ne bi mogli. No. V neki ABA ligi pravimo, da je ta novomeška publika dosti specifična. Ne? Tudi Krka je znala stresti, recimo v minuli sezoni Zvezdo, ki je potem Tomič odstopil po tistem porazu v Novem mestu. Po drugi strani pa dosti nehvaležno zna biti do svojih igralcev celo, ne? Do tistih, za katere praktično navijači tam navijajo. Mogoče, če nam opišeš malo to iz tega zornega kota, ko si bil igralec v Novem mestu. Pa še te bom rekel, jaz in kot igralec, zdaj pa sploh kot igralec nasprotne ekipe ti lahko povem, da je gostovanje v Novem mestu eno izmed težjih, no, kar sem jih jaz odigral tako v življenju. Se pravi, imaš ti, imaš Budućnost, to zdaj, ne vem, imaš Budućnost, imaš Partizan, imaš... No, to je masa ljudi na tribuni, ne? Ja, masa tribuni in pa vse to, ker veš, da so nekako tudi oni imajo nek respekt, vsi do njih in ne vem, pač veš, da boš težko dobil, no, ampak pa priješ v Krko in je res težko igrati. Jaz ne vem, zakaj je to, ampak tudi recimo jaz, ko sem igral z Krke, se nisem zavedel to. Meni je bila ona dvorana Leona Štuklja, meni je bila ona Svetinja, tam si treniral vsak dan, dvakrat na dan in enostavno sem ko so mi to ostali igralci govorili, ko se pogovarjal, so skozi rekli, pa klej je nemogoče dobiti Krko, kaj je to, klej je nemogoče. Jaz sem gledal kao, pa nemogoče zato, ker smo mi klej, ne zaradi igrišča, veš, pač Ampak zdaj vidim, da ni sama ekipa, da je tudi nekako igrišče neko tako specifično in je res zelo, zelo težko igrati tam. No. Jaz povem to zdaj iz prve roke in sploh, ne vem, če se narediš taka dobra ekipa, dobra kemija in tisti teren je zelo, zelo težko. No. Veliko lažje je dobiti Krko na svojem igrišču, kakor pa na njenem. No. To pa definitivno. Ja, ti si to v bistvu tudi pri Partizanu občutil, ne? Še z drugega zornega kota, pa si dejansko videl, kako je v Novem mestu igrati v dresu Partizana. Koliko velik preskok je bil to zate takrat iz Krke v Partizan, ki je v bistvu prihajal vsi se zelo, zelo dobre neke evroligaške še nekega obdobja, ali pa Rep je imel še v Euroligi, par let nazaj še bil na Final Fouru. Ja, res. Jaz sem takrat, se spomnim, da moje zadnje leto v Krki je Partizan bil top 16. Ne? Takrat sem imel v grupi Real, Barcelono in ne vem koga vse. In že decembra po tekmi za Partizanom je bila ena zelo, zelo realna opcija, da se jaz pridružim že v tem decembru ekipi Partizana. Ne? Ampak glede na to, da sem bil takrat Krkin kapetan in da smo nizali naslove in vse, jih razumem, ne, da je pač niso hoteli takrat dati, da so takrat je tudi Gile prišel do meni in je rekel, ti si moj kapetan, pač jaz vem, da bi bilo mogoče celo bolj zate, ampak glede na to, da je to šport, bom malo sebičan in te bom zadržal klej, ne, ker glede na to si kapetan in da če tebe zdaj spustim, ni vedel, kako bo, no, sem pol ostal do konca sezone in sem imel že skoraj vse zmenjen z Partizanom, no, v bistvu. Takrat sem še bil 100%, da bojo igrali Euroligo in sem bil pripravljen na to, ampak pol vsi veste, kaj je naredil Nolan Smith, ki je zdaj v zadnji sekundi trojko, ki je Partizan vrgel iz Eurolige, nažalost od mene takrat. In evo, potem sem šel v Partizan vsem in zdaj preskok sigurno, da je bil velik, no, ampak mislim, da sem ga takrat prestal z odliko. Bil sem pripravljen, pozanimal sem se dobro o Duletovem delu in o samem Partizanu, tako da nekako bom rekel, da nisem imel nikakršnih težav na privajanje na košarko v Partizanu, sploh pa ne z kulturo, ker to je Balkan in več ali manj je dosti podobno klej.
fama okrog treningov Partizana, ne vem, 4, 5, 6 urni trening in tako naprej, zelo trdo treniranje. A to kaj drži, v kakšni meri to drži, kako ste v bistvu takrat tam? To drži 100%. To je 100% drži, sploh v eri Duleta Vojoševića, ki je sigurno in bo en izmed največjih trenerjev Partizana, kadarkoli. Vsi njegovi igralci jih je naredil z treningom, verjemte. Jaz sem takrat prišel na njegovo željo, tako da sem tudi imel nekako sem bil pod njegovo taktirko, bom rekel. Se pravi, on je res hotel od mene tega igralca narediti, dajal mi je posebno pozornost in res se je obrestoval, igral sem res izjemno, mogoče celo najboljšo košarko v svojem življenju sem odigral pri njemu, ampak takrat sem imel pač malo smole, dvakrat si spahnil ramo. In če teh izpahov poškodb ne bi bilo, mislim, da bi bila to ena sezona, ki bi me utrdila v euroligaških ekipah, ampak pač imel sem smolo, sem se s tem sprijaznil in pač zdaj tako je, kakor je, ampak mu lahko rečem, no, da res in Partizan in Dule Vojošević so neka zgodba, ki pač so neki za sebe, se pravi in ta kultura Partizana in treningi Duleta in pa vsi takrat mladi igralci, ki so bili, lahko rečem, da smo delali perfektno in da je vsak od nas takrat ful šel naprej in napredovno. Zdaj tle, čim se pojaviš Partizanu ali pa Zvezdi, takoj pride do kreša teh dveh derbijev, teh dveh, bom rekel, velikanov z tega prostora. Ti si tudi sam te derbije občutil, kako v bistvu se ti je zdelo vse skupaj, ko se to vojno stanje prikazuje, se to res dejansko tako vpliva, se cel teden pripravljaš na ta derbi, je to rivalstvo tako močno, ali se vseeno da stisniti roko nasprotniku po tekmi? Ja, v bistvu jaz, ko sem prihajal tja, sem skozi mislil, da je to, se pravi, to pretep, da je to, da se to igralci ne marajo med sabo, da to je ono, da bo to nešportne poteze, ne vem kva. Tudi pred prvim dvem derbijem, jaz nisem spal celo noč, sem razmišljal samo, kaj bom naredil, kako bom ga tam ustavil, kaj bom naredil, če me kdo udara, ga udaram, kaj naredim. Nisem mogel spati, enostavno mi je tako srce udaralo, da sem rekel, da umir se, ne vem kva. In pol jaz sem prišel v tekmo res naspidiran 100%, se pravi, in spreman na fajt in gremo. In pol jaz gledam in vidim vse tribune res, tribune samo, ker se niso podrle, vsi skačejo, bakle se prižigajo, mečejo se petarde, ampak na igrišču lahko rečem, da res igralci Partizana in Zvezde imajo dodaten naboj, en izmed drugih, ampak je res spoštovanje in pa ni nekaj zdaj, da bi bilo drastične, nešportne poteze. Igrali smo fair tekmo, bom rekel, z enim super nabojem, kjer ta zmaga šteje kot 3 naslednje zmage. Tako da je nekaj posebenega, privoščam vsakmu, da to da čest, da res, ker to je unikatno in nikjer drugje nisem imel to šanso, da bi odigral tak derbi in je res ena zgodba čisto zase. Ja, zagotovo imamo tu neki par derbijev, ne? Dobro, v Sloveniji večinoma Krka, Olimpija, tu neko rivalstvo. Turčiji se večinoma s Fenerbahčem, Efesom, Banvit, ne vem, če ima kakšnega prav tako direktnega konkurenta, ampak v bistvu okrog tega, ne, zdi se mi, da si eno pokalno tekmo, za ne polfinale ali finale proti Zvezdi, da si ti odločil z neko trojko iz desnega kota, da si odigrajo eno fenomenalno tekmo, tako malo imamo v spominu, da se spomnim, zadev si, ne vem, kakšnih 5-10 sekund do konca, mogoče eno trojko, mislim, da je bil iz desnega kota. No? Ja, jaz sem takrat je bilo ta tekma proti Zvezdi, polfinale. Jaz sem takrat cel turnir odigral z Vročino. To je bilo na nevtralnem igrišču, ne? To je bilo v Nišu, ja, v Nišu je bilo, ja. In smo naslednji dan imeli tekem proti Megi in takrat so tudi začeli dobro, na koncu smo izgubili, Mega je imela super ekipo takrat, je bilo nekaj NBA igralcev, zdaj, ki igrajo, mi smo jih malo podcenili, polčas nam je šlo zelo dobro, pa na koncu smo žal izgubili, ampak ta polfinalna tekma
In en let prej, ko smo igrali isto v Nišu, to je malo drugače. Zato, ker ti imaš pravilo, ko igra Partizan doma, ampak igra Zvezda doma, odprejo samo recimo eno tribuno za recimo te, ki prihajajo, ali smo mi, ali smo, če igraš pri Zvezdi, odprejo eno tribuno za grobarje, če igraš obratno, ne. A v Nišu je pa čisto drugače, ne. V Nišu je pa pol. In pol vidiš, kaj je dvorana Čer je zelo velika in imaš zadnji ring od zgori, je pol Zvezde pa pol Partizana. In to si dobacujo, oni sem, bakle se pržigajo. Enostavno, jaz se spomnim, tako tudi v drugi četrtini je bilo toliko dima od dvorane, da nisi mogel teči dve dolžine. Se pa tečeš in najbolj si žejen, gledaš, ni sploh zraka, ni nič. In pol so se tekme ustavljale. Kapetani ekip so prosili navijače, da se umirijo, da sploh dajo, da igramo, ne, da razumeš, da ne malo vrata odprejo, da pride malo zraka. Enostavno je bilo toliko tega enega naboja in res ljudje tam živijo za to, in to lahko takoj vidiš, opaziš in to ti sigurno da neko dodatno motivacijo, da greš čez sebe, da igraš na 150%, ker ti enostavno, ko vidiš, da in gledalci in publika živi za to, kar ti delaš in ti enostavno ful pomagajo, no? Ker veš, da pač se bojiš vsake napake, probaš iti na 300% in je drugačno. Enostavno to pije po tvojo kožo in ne moš opisati, da takrat res kaj lahko narediš, je neopisljivo in ne razumem tega, ampak tako pač je. Pri nas vseh športnikih vam ti to lahko potrdijo in tam to res doživiš iz prve roke. No. In na maksimalen način, kar si tudi omenil in Fenerjeve in ne vem kakšne navijače, sem igral pred Fenerjevim in ne vem kakšnimi navijači, ampak enostavno tista dvorana Pionir je tako akustična in tako postavljena, da slišiš unga iz 25. vrste direkt, tako ti tam preklinja direktno na uho, no. Tako da to je čisto drugo, bi rekel. No. Pa tudi verjetno neka veličina kluba v evropskem smislu, ne. Tle vseeno je Partizan bil že etabliran evropski, pravzaprav velikan, ne. Nekdanji evropski prvak je tu en preskok iz Krke absolutno bil v tem pogledu. Ja, sigurno je. Pa čeprav takrat tudi v Krki, ko sem bil, no, se je bila dvorana manjša pa to, ampak takrat ni bilo kot zdaj. Se pravi, takrat je bila nekako evforija glede košarke v Novem mestu in jaz se takrat spomnim, tudi ti se mogoče spomniš finala z Olimpijo, to so bili stoli postavljeni po igrišču, jaz sem vprašal za karto, ni bilo mogoče dobiti karte takrat. No. Tako da jaz sem nekako igral druge čase Krke, kakor zdaj opažam. No. Zdaj vidim, da je bolj tako, kar se tiče publike in pa ne vem, sigurno, vse to vsi vemo, ko je v Sloveniji. No, rezultati pripeljejo gledalce v dvorane, tam pa ni tako. Ja. Tam pa živijo za ta klub in tudi glede na to, da je takrat klub izpadel iz Eurolige in da so bili, ne vem, 5krat slabši igralci, kot prejšnja let, ko so bili, spet po tem, ko smo igrali, bila polna dvorana. No, in enostavno to je ta razlika glavna in ne vem, kako bi to opisal, ampak enostavno je to drugačno. Zdaj, spet moram uporabiti to besedo, ne, ampak spet si v bistvu tvoja naslednja destinacija bil spet en specifičen klub, Banvit v Turčiji. Predvidevam, da tudi zaradi Saše Filipovskega, ki je bil takrat trener. Ja. Sašno sicer se poznala le kot nasprotnika, takrat je on imel Dinota, ampak takrat sem imel priložnost igrati pod njegovim vodstvom, takrat smo se slišali, hitro smo se dogovorili za eno leto in sem zelo vesel. No. Mislim, da je bil to pravi korak zame in sem vesel, da sem bil član Banvita in pa da sem treniral pod Sašo Filipovskim, ki me je vodil. Vi ste takrat osvojili turški pokal, zgodovinski dosežek pravzaprav za klub, ne? Prva večja lovorika za Bandirmo takrat. Ja, sploh prva lovorika za Bandirmo, no. Ne prva večja, ampak prva lovorika. Čeprav v tej Bandirmi je bil Banvit toliko močen sponzor, leta in leta so imeli košarkaše, ki so bili tudi do milijona, se pravi, to so ti vrhunski košarkarji, kot se jim Mehija, ostali, ki so bili, to so bili vrhunski igralci, ampak enostavno niso mogli takrat nič osvojiti, no. Enostavno so bili skozi blizu, nekako prišli so med 4 skozi ekipe, ampak pa nikoli niso več osvojili, dokler nismo mi se zbrali, no, res. Takrat je Sašo Filipovski naredil tako disciplino in pa hierarhijo v ekipi, da
da je bilo res za neverjet, kako je pokontroliral vse in tujce in Turke. Kljub temu, da je bilo takrat 5 evroligašev, da nam pozabili, se pravi, to ni bilo kar ne vem, pač osvojili ste, kaj je bilo slabo leto, ne, to je bilo najboljše leto sploh v Turčiji. 5 evroligašev in pa na tem turnirju, ki se je igralo v Ankari, smo 3 izmed teh 5 dali mi čez, se pravi, Galatasaray, Dačko in pa na koncu Efes v finalu, tako da ni bil slučaj, bili smo v vrhunski formi in tudi pred tem turnirjem se spomnim, da smo dobili 2 ekipe, ki so bile vrhunske in verjetno nam je to dal ta krila in pa samozavest potrebno za osvojiti, no, tole turško prvenstvo. Je bilo pa sjajno, res. Kako se si ti tam počutil v tem okolju, ki je verjetno kar dosti drugačno, no, od tega, ki ga poznaš zdaj v Ljubljani ali pa po Sloveniji. Tudi za te klube iz Slovenije, Italije, z tega dela Evrope, Španije, kar dosti nočno mora igrati v Mandirmi. Ne. Dolgo potovanje, letala, avioni, oziroma letala, avtomobili, avtobusi, ne vem, z ladjo potrebno potovati. Skratka, to je ena logistika, ki je zelo, zelo obširna. Ja, točno to, kar si ti rekel, sem slišal od vseh, kar sem hodil tja. Ma kaj boš tam ni življenja, tam je pustinja, ne vem, vse. In sem res bil tako malo skeptičen, kam jaz grem. Ampak ti lahko rečem, da Bandirma je isto okolje kot Novo mesto. Se pravi, majhen kraj, igralci smo bili skozi skupaj, naredile so se vezi, jaz se s temi igralci še zdaj slišam danes. Imeli smo fenomenalno sezono, lig zaradi tega verjetno, bili smo in v finalu Lige prvakov, in turški kup smo osvojili, in igrali smo četrtfinale turškega prvenstva. Imeli smo, ne vem, če smo imeli 10 porazov celo sezono in lahko ti rečem, da sem užival v Bandirmi, da mi je bilo zelo, pač, kljub temu, da 3 mesece veter piha, da hoditi ne moreš, sem preživel odličen čas z vsemi temi igralci, ki smo se spoznali. In tudi lahko rečem i trenerji, i trenerski štab, nismo bili na 2 bregovih, kakor si lahko nekje, ampak smo bili vsi skupaj kot ena familija. In sem res vesel, da sem bil tam in sigurno ne bi imel nič proti igrati v takih mestih tudi za naprej, ker vidiš, da tudi taka slaba mesta imajo svoje prednosti, ker ne vem, lih to povedan je razlog v velik, da se pač družiš z ostalimi, no? Ker v teh velikih mestih, kot so Istanbul, ko sem igral, ali pa kje, enostavno je konc treninga, ti dokler priješ domov v uni gužvi 1 uro, se pa ti ne moš nikamor iti, no? Tako da, kakor sem rekel že, no? Taka mesta ima tudi svoje prednosti, tako da, če gledaš po drugi strani, se pravi, če si rad v družbi in pa če se rad, ne vem, če ti je dost malenkost, je super je v takih krajih, no. Ti si se zdaj že sam dotaknil Istanbula, ne, ker si bil prvi del sezone, deva reči polovico sezone, tam 2017, kako je prišlo do tega prestopa? Takrat je bilo do tega prestopa je prišlo tako, da je Perasović res hotel, no, takrat, da pač me dobil ekipo in klub je bil sicer skeptičen, ampak po tem Eurobasketu je nekako prišlo od tega dogovora. Dobil sem dosti priložnosti, takrat on me je tudi dal v prvo peterko, to sem imel presenečen, ampak mi je dal dosti priložnosti, ampak sem imel pač takrat, niso bili tako dobri rezultati, nismo zmagovali, pol je pa šlo še ta neka moja poškodba stopala, kjer sem se pač ustavil. Oni so sicer takrat hoteli, da mi dajo neko blokado, injekcijo v nogo, da bi kljub temu igral, ampak jaz takrat pač tega nisem hotel, ker nisem vedel, kaj se dogaja in nisem hotel riskirati takrat stopala ali pa ne vem, kariere za pač hotel sem počasi se zacel, pa bomo videli, kaj bo, ne. In oni niso mogli čakati, rabo so nujno igralca na tej poziciji in pa glede na to sem jaz to odklonil takrat, mogoče bi zdaj tudi, mogoče bi drugače to naredil, ne. So oni takrat poklicali Zokija, Zoki je mene zamenil, sicer je imel malo, ni hotel, takrat se tudi mi slišala in je povedal pač, klical sem me, malo mi je bedno, kao, zakaj vem, da kao boš ti šel, kao sem pol s njemu rekel, kao, pa boš, da ti peš, kar pa en Američan, ne, prid sem, pusti mene, bo vse v redu in to je to. In to se pa tudi tako zgodilo. Žal mi je tega sigurno, ampak bomo probali zdaj
čim bolj odigrati in se spet vrniti na ta nivo. Dobro, nekaj smole je bilo s temi rezultati, tudi Perasovič je potem zapustil, klop Efes. Ja, je. Takrat je bila to čisto nova ekipa je bila in mislim, da je bila staje na pač res. Jaz ti povem, kdaj je dobra atmosfera in kdaj ni dobra atmosfera. Takrat je bila sigurno ena izmed najhujših atmosfer v moji karieri, v kar tiče garderobe. Se pravi, to igralci so prihajali nedokazani, vsak je imel v očeh neke milijone, ko bo on igral, ko bo on bil glavni igralec Euroligi, to med sabo. Razen 3-4, ki so bili res dobri soigralci, ostali so bili tako, da pač imeli so take poteze, da sploh ne verjameš, pač šel zamudi, ne vem, na trening 3-krat zapored pol ure. Pride, sploh se vemo, ne opravič, tam gre, mislim, to je neverjetno bilo, kaj se dogaja, ampak jaz sem vesel, da jim gre zdaj dober. Sicer so dvignili proračun za 3-krat, odkar sem jaz bil tam in verjetno je to en izmed glavnih razlogov. Imajo najboljše sigurno igralce v Evropi in sem res vesel, ker vem, da sem tudi jaz bil včasih del tega kluba in tako rekoč zdaj so oni moji favoriti in vsako tekmo za njih navijam. Jaz imam uro tukaj za sabo, vem, da imaš ti trening čez 20 minut, pa bova to malo poslušala. Ja, 60 minut, 15. V bistvu, kako se je tvoja igra spremenila, pa kako bi zdaj ti opisal neko moderno pozicijo zate? A si ti čista trojka si bil neko obdobje, potem so te sploh v reprezentanci zaradi pomankanja neke štirice kar pogosto v zadnjih 2-3 letih dali tudi na pozicijo, kaj rečemo, visokega krila, nekako si krpal to pozicijo. Kaj ti je najbolj ustreza, čisto tako osebno? Najbolj mi ustreza minute. Zdaj pa, kjer bo to v trojki na štirki, jaz se vam že prilagodim. Najhuj mi je to, ker recimo igramo v eni ekipi enkrat trojko, pa gremo pa na štirko, ker to je čisto drugače. To je pa res čisto drugače in akcije so drugačne. In recimo pick and rolli se bajo drugače. Tam moraš iti za igralca, tle moraš poli skakati. Drugačne igralce kriješ, tam štirke ti hodijo na polno, te odrivajo na skok. Trojke ne grejo toliko, imaš malo več prostora in te spremembe so mi najhuj, zdaj, ampak sem se že malo navadil, mislim, da mi zaenkrat trojka bolj ustreza, ampak tudi če igram štirko, mi pač ni težko, ampak v Sloveniji nimamo neke štirke, da bi prišla na mest mene, tako da meni je v ponos, da sploh lahko karkoli igram za Slovenijo in tudi, če bo treba igrati petko, ko sem že stokrat rekel, bom igral petko, kar tudi sem pred enim letom igral petko, ampak nekako trojka, mislim, da je ta moja pozicija, ki mi je najbolj ustreza. Ja, tvoj brat Dino je bil bolj štirka v karieri do tistih poškodb, ki jih je imel. Se mi zdelo, da si ti vseeno bil malo bolj agilen, bolj spreten v tem pogledu, pa bolj krilni igralec. Ja, pa tudi malo šipkejši od njega, zaradi tega sem pomislil na trojki. Ne, Dino je specifičen, on je sicer manjka mu še 5 centijev, da bi bil res vrhunska štirka, ampak to, kar dela on pod košem, s to višino, ki jo ima in pa željo, je samo neverjetno. Ker jaz sem uporen za skok, pa za vse, ampak to, kar ima on, to pač včasih igrava tako, tudi ne moram verjetno, ampak imel je to nesrečo, meni je žal, ker vem, da če bi ga zdravje služilo, sigurno ga ne bi gledal danes v Sloveniji. Kako se je v bistvu ta tvoja pozicija? Kaj misliš, da se zdaj najbolj išče na tej poziciji? Kako ti bom rekel, trojke po celi Evropi, jaz mislim, da trojke so ti bolj, ne vem, role playerji, se pravi. Zdaj, če bi jaz tebi rekel, daj povem mi najbolj dominantno trojko v Evropi, v tej Euroligi. Daj, povem mi. Rudy Fernandez mogoče. Pa on je preveč, mislim, on je 2-3. Trojka so ti Jeffrey Taylor, Kalinic, trojka ti je, ne vem, taki igralci, veš. Pa to niso igralci, ki bojo dobili žogo in igrali. Enostavno trojka ti je taka pozicija, kjer moš večinoma sam sebi nekaj dobiti. Vsak koš, vsako kontro, vse, kar dobiš, si moš nekako res, ne vem, izboriti to. Ni tako, kaj bi recimo za playmakerje, za dvojke, pa rečejo, dej, tukaj gre pick and roll, pa on igra pick and roll, pa mu dajo žogo, pa mu reče za ključ, kles, dej, veš. Pri nas nikoli ne veš, daj ti bo kdo vrgel žogo, greš na skok, ne veš, kam se bo odbila. Res taka pozicija,
kjer se moraš res za vsako točko, za vsak skok, pa za vsako obrambo res maksimalno potruditi. Moraš kriti in enke, in petke, to vsi pričakujejo od tebe, se pravi. Ti, ki si bek, vejo, da na centru boš mismatch, se pravi, ti bojo pomagali, razumeš. Pri nas pa ni, pri nas pa moraš in enke biti dober kriti, in petke, in skakati moraš, in razumeš. Tako da lahko tečem, da taka bi bil rajš, no, če bi jaz bil ali 10 centijo večji, ali pa 10 centijo manjši, no, ali da bi grel žogo, ali pa da bi bil center, no, ker bi sigurno več. Štirke so trenutno v Euroligi so zelo, mislim, na hard je ratala štirka, no, Mirotić, to je top zdaj. Clyburn je, v bistvu on je ena trojka postavljena na štirko, no, dokaj sem bil v Turčiji, je bil trojka, zdaj je štirka, zato ker štirke zdaj ratajo, vse bolj izvlečejo te trojke, dajo na štirko, ker hočejo neko širino, ali pa neko brzino, prodore, če nimaš pol nekih šuterjev, pure šuterjev na pač štirki, pol dajo te manjše igralce, ker pol vse svičajo, ne, se vidiš, da tudi velika večina zdaj sviča vse 1-4, skoraj 1-5, tako da ni več takih razlik, ampak kot ti bom rekel, no, mislim, da imajo veliko več priložnosti z te beki, no, pa enke, kjer je žoga veliko več pri njih, kot pri nas samih. No. Še najbolj kreativna trojka ta moment, mislim, da je Kruno Simon, pa še to tudi sam pravi, no, poslušal sem kolega iz Sportkluba iz Srbije, ki sta imela isto tako intervju, pa prav, ko imam Micića pa Larkina, to pomeni, da mene krije nek slabši igralec in imam zaradi tega nekoliko več prostora, ne, ker imam dva toliko dobra igralca, da se pač ekipa more prilagoditi in potem ostane na meni, ne vem, Spanuli se rekel, v obrambi pa imam malo več tukaj možnosti in prostora. Ravno zaradi tega. Tu drugačna igra je čist, drugačna igra je, se pravi, ti vidiš, da je Kruno Simon z tem Andersonom noter, on igra kar dvojka, ne, in prije do žoge, prije do teh njegovih šutov, vse. Pa vidiš, da sta Larkin pa Micić noter, pa je megla, ne, pa v kot pa čakati, a ti jo podo ali ne. Tudi lani, jaz se spomnim, da je Jaka ene parkrat, da je takrat, mi zdi, Rimac poslal z Boatwrightom pa Skodijom in je bila kaj na trojki. In spomnim, da je prišel do mene, pa je rekel, svaka ti čast. Kako ti to, majster? Sem rekel, se navadiš, a ne? Ja. Glej, evo, imamo še teh 5 minut, še reprezentanca 2017, ekstremen uspeh, če nas ti popelješ v bistvu prek celotnega prvenstva. Vemo, da je bila Slačilnica ves čas top, da je bila ta prava energija, da ste to začutili, ampak kdaj ste v bistvu res zagrizli, kdaj ste mogoče začeli razmišljati o medalji in potem o finalu? Jaz ti bom tako rekel, no, zdaj sigurno to veliko ljudi ne ve, no, ampak nekako, jaz mislim, da se to vse začelo v Izraelu. Zdaj boš rekel, kje je Izrael, zdaj bil si na Finskem pa v Turčiji. Ampak enostavno, takrat se spomnim, ko smo mi šli na en turnir v Izraela. Igrali smo prvo tekmo proti Izraelu in smo izgubili 20 razlike takrat, če spomniš. Potem naslednjo tekmo smo igrali proti Turčiji in Turčija je igrala brez Mohamed Alija, ki je takrat bil najboljši igralec njihov, se pa Bobby Dixon. Ja. In takrat smo tudi izgubili to tekmo. In smo se tako povezali, se pravi, ne vem kva, in od takrat ti rečem, da je bilo čisto vse drugače. Se pravi, mi smo šli pol nekako smo ratali bolj ekipa, ker pred tem tega ni bilo, no. Ampak mislim, da takrat se je pa začelo vse to, no. In pol, ko smo šli na Finsko, takoj potem smo prišli tja, vemo, da smo imeli močno skupino, Finci so nas presenetili, se pravi, mi Finci nismo imeli za druge najboljše naši skupini, no, ampak so enostavno res so igrali vrhunsko in vse tekme so bile res težke, no. Takrat smo že bila Francija, nekdo bi še vse v skupini. In takrat smo rastali, no, kot sem ti rekel, iz tekme v tekmo, iz zmage v zmago, imeli smo odlično ekipo, mislim, da ta ekipa bi tudi zdaj, da se zbere delala preglavice vsem reprezentancam, in verjeli smo vase in enostavno se nekako poklopili tudi in na koncu, ko smo prišli v ta mesta za pač te medalje, smo bili zbrani, smo imeli do samozavesti in mislim, da to, kar smo osvojili, je bilo čisto zasluženo, ker smo od 9 tekem imeli 9 zmag in se ne spomnim, no, ne spomnim se res toliko dominantne ekipe na kjerkoli evropskem prvenstvu do zdaj, no. Zagotovo tudi z Antonijem Randolphom prava poteza, takrat se je kar dosti govorilo ali iskati igralca na poziciji 5, potem se je Randolph pojavil skoraj da preko noči, verjamem, da je KZS imel tukaj neke svoje načrte.
kokoško, da se vse to moralo enostavno zapakirati tako, kot se je. Ampak kljub temu je ostala tista bojazen, zlasti zaradi prvenstva prej skupinskega dela na Hrvaškem, ne, tistega osmina finala. Iti preko te osmine finala. To je v bistvu bilo dosti bolj ključno mogoče kot tisti skupinski del, kjer se je pač pričakovalo, da Slovenija pride naprej. Kako ste vi v izločilnih bojih delovali takrat? Ja, glede na to, da smo dobili Ukrajino v prvo tekmo, ne, pa smo bili nekako, zmagali smo Francijo, zmagali smo Grčijo, zmagali smo Finsko, zmagali smo, mislim, vso spoštovanje v Ukrajini, ampak Ukrajina ni pač tak nivo, kakor so bile te tekme. No. In lih zaradi teh tekem, ki smo jih zmagali, smo pač rekli, dajmo odigrati mirno, to, kar znamo in mislim, mogli smo zmagati v Ukrajino, res, ker če to ne zmaga, verjetno bi res ne vem, kaj bi bilo. No. Ampak bal sem se pa te Latvije pol. No. Latvija je pa bila kar... Latvija je imela odlično ekipo, narejeno isto kot mi, se pravi na isti način, mlada ekipa z nekimi liderji, želja, medalja in mislim, da je to po mojem ključna tekma, no, od vseh teh za pač osvojitev tega in tudi najtežja tekma po mojem. No. Tako da, ko smo šli to čez, pol Španija, itak se je Gogi utrgal, Donketu se je utrgal, razbili smo Špance za 20, pa Srbija je bilo pa, ne vem, to je bila pa za konc, za smetano. Zdaj, če nam opišeš, prej si rekel, da na derbih Zvezde Partizana takrat še, se pravi, 5 let nazaj si teže spal, ali pa 4 leta nazaj, ne, si teže spal na dan tekme. Kaj pa za finale Eurobasketa? Pa, to pa čudno, ampak sem lahko čisto malo spal. To sem pa se spomniš, jaz sem že takrat šel spat, sem rekel, 100% ne mogu spati. In zbudim se tako, super, sploh se ne spomnim, da pač nisem spal. Ne. Takrat smo bili, jaz sem takrat čutil res, mislim, mi smo vsi čutili, da imamo mi boljšo ekipo, kot so imeli Srbi. Se pa to sploh ni bilo vprašanje, kdo ima boljšo ekipo. Glede posameznikov, to sploh mislim, mi smo bili takrat, kar se tiče igre in kar se tiče, ne vem, cele kemije in to, mi smo bili za mogoče stopnico boljši, kot Srbije. Se pravi, ampak to ne govorim, vsaka spoštovanje Srbom, vemo, kaj se je naredilo v košarki, vse. Edino, kar smo se bali, so pa te izkušnje. Se pravi, izkušnje, to pa mogoče so oni imeli veliko, mislim, mogoče. Oni so imeli veliko več izkušenj igrati take tekme kot mi. Zato, ker so vsi igralci tam igrali take tekme že, ne. Edino to nas je malo morilo, mislim, a smo mi za to, nismo, ampak ko se je začelo enkrat, po tistmu, kako nas je Goran, mislim, on je sam igral proti njim prvi polčas, po drugi polčas so ga Krči začeli grabati, smo mogli tudi malo umiriti, pa hvala Bogu, da se je tako iztekal, no. Ampak enostavno sem nekako čutil, da tudi če bi igrali, ne vem, 2 dni, da enostavno je bo to prvenstvo naše in da bi mi to osvojili, no, res. Dej, če nam mogoče še za konec opišeš čisto tako, kako vas je selektor Kokošev takrat pospremil, s kakšno popotnico iz slačilnice, s katerimi besedami mogoče na koncu tisto predne ste pač odšli na teren. Ja, Koško nam je skozi govoril in skozi je nekako nam dal to mentaliteto, kao bote pošteni do samih sebe, delite pošteno, bote ekipa in vse bo pa šlo samo od sebe, bote videli, kao sam verjemte vase. Ona mi daje, se pravi, mi nismo imeli nobenega pritiska in z njegove strani in strani Slovenije, mi smo bili čisto izolirani in on je bil tist, ki nas je res kot en psiholog miril. Se pravi, mi smo vsako tekmo odigrali isto, se pravi, ali je bilo prvo za ne vem, skupino ali pa finale, se pravi, ista mentaliteta, brez pritiska in pa sam verjel v svoje delo in v svoje soigralce in na koncu je pač prišel in je rekel, a sem vam rekel, kao, svaka vam čas, kao, in jaz sem bil, kao, super, kdo ti je to takrat verjel in po res vidiš, da če delaš trdo in če si pošten sam do sebe, da se lepe stvari zgodijo in to je sigurno takrat ostal moto v moji glavi in se probam vesti v temu. No. Evo, Edo, slabi 10 minut do tvojega treninga. Hvala lepa za tvoj čas, če se bo letošnja sezona nadaljevala, sicer pa veliko sreče v prihodnji sezoni. Sam praviš, da imaš še eno letno pogodbo z Olimpijo, tako da te spremljamo na stožiškem parketu. Hvala lepa. Hvala vam. Upam, da se vidimo tukaj v dvorani, če ne pa veliko sreče tudi vam in se vidimo.